Sedaj pa vabim k nagovoru gospo Sašo Mlakar, predstavnico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz Direktorata za invalide, ki se nam bo pridružila preko Zooma. Z konca juga in sem bila zelo vesela povabila, tako da se zahvaljujem organizatorju in lepo pozdravljam vse udeležence. Zahvaljujem se tudi za predhodne govore, ki so večinoma povzeli že vse skoraj, kot bom tudi jaz, saj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nima eksplicitno posameznih projektov, se pa zaveda ogromne pomembnosti tega. Tako da bi uvodoma želela se zahvaliti še enkrat za povabilo in priložnost sodelovanja na konferenci, ki je res pomembnega značaja in ima izjemen poudarek prikaza razvoja celotne družbe, ki že in še bo invalidom omogočala večjo participacijo v družbi. Zagotovo je potrebno vložiti čim več truda in energije vseh deležnikov v družbi pri pospeševanju razvoja digitalne tehnologije in vključenosti v informacijsko družbo, z namenom izboljšanja kvalitete življenja in zmožnosti participacije invalidov v vseh družbenih procesih. Digitalna vključenost v informacijski družbi lahko pomembno opolnomoči invalide, tako socialno kot poklicno. Skozi digitalna orodja družabnih medijev, videoklicev, aplikacij za sporočanje se izboljšuje komunikacija, ki omogoča osebam s posebnimi potrebami, da se povežejo z drugimi ter zmanjšajo medsebojno izolacijo in se spopadajo in spodbujajo skupnost. Informacijska tehnologija in digitalna vključenost torej pomembno vplivata na pospešeno socialno vključevanje invalidov v družbo skozi dostopnost do informacij. Internet omogoča dostopnost do množičnih informacij, vključno z novicami, izobraževalnimi viri in zabavo, kar lahko izboljša kakovost posameznikovega življenja in njegov osebni razvoj. Prav tako spletne platforme omogočajo večjo udeležbo v državljanskih dejavnostih, kot so glasovanje, zagovorništvo in sodelovanje pri skupnih odločitvah. Obenem digitalne tehnologije zagotavljajo lažje delo na daljavo, kar invalidom omogoča, da delajo od doma ali v drugih dostopnih okoljih in tako premagujejo fizične ovire. Orodja, kot so brskalniki zaslona, programska oprema za prepoznavanje glasu in prilagodljive tipkovnice pomagajo osebam s posebnimi potrebami pri opravljanju nalog, ki bi sicer lahko bile zanje prezahtevne. Razvoj digitalne tehnologije in vključevanje v informacijsko družbo je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki prispeva k zmanjševanju obstoječih družbeno-socialnih vrzeli in se lahko uporablja za spodbujanje in izboljšanje kakovosti življenja invalidov, saj omogoča zagotavljanje storitev v realnem času, ki posameznikom omogočajo učenje, delo, potovanja, druženje, nakupovanje in interakcijo s skupnostjo, ne da bi bili vzpostavljeni fizičnim oviram. Spletne platforme za e-učenje ponujajo priložnosti za stalno izobraževanje in razvoj spretnosti, kar invalidom olajša pridobivanje novih kvalifikacij in napredovanje v karieri. Digitalna orodja lahko invalidom pomagajo ustvarjati bolj vključujoča delovna mesta z olajšanjem komunikacije in sodelovanja med vsemi zaposlenimi, ne glede na njihove fizične sposobnosti. Spletna dostopnost mora biti zagotovljena tako, da so spletna mesta in spletne storitve dostopne vsem uporabnikom, tudi tistim z motnjami vida, sluha, motorike. Invalidom je potrebno omogočiti digitalno pismenost in jim ponuditi programe usposabljanja za izboljšanje digitalnih veščin, ki jim bodo omogočali učinkovito uporabo tehnologije. Torej je potrebno sistemsko zagotoviti izobraževanja, ki bodo tudi invalidom zagotovila znanja in veščine, skozi katere se bodo lahko vključevali v digitalno okolje in sodobno informacijsko družbo. Naj na koncu poudarim, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve spodbuja digitalizacijo za vse
in spodbuja razvoj dostopnih in podpornih tehnologij, ki pomagajo invalidom znajti se v digitalnem svetu. Zavedamo se, da je invalide potrebno naučiti digitalne spretnosti in jih s tem opolnomočiti, demarginalizirati iz socialne izključenosti ter jih vključiti v aktivno socialno življenje. Slovenija je bila ena prvih držav na svetu, ki je leta 2008 ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov in izbirni protokol, ter se s tem zavezala k njeni implementaciji skozi vrsto zakonodajnih in nacionalnih aktov. Zato vemo, da moramo biti v koraku s časom in da je nujno prilagajanje sistemskih rešitev moderni družbi, v kateri bodo invalidi lahko polno živeli. Slovenija se je kot del Evropske unije zavezala uresničevati tudi skupne cilje Evropske unije in zato ne smemo pozabiti na uresničevanje ambiciozne strategije o pravicah invalidov za obdobje 2021 do 2030. Sleda invalidom zagotavlja, da bodo lahko polno sodelovali v družbi znotraj EU in zunaj nje. Strategija navaja, da je digitalizacija potrebna za podporo in za samostojnost invalidov, ter da pospešena digitalna preobrazba ponuja priložnost in zato je potrebno vlagati v digitalna znanja in spretnosti invalidov. Stališče ministrstva je, da polno podpira in sodeluje pri uresničevanju strategije. Na tem mestu bi se vam zahvalila še enkrat za to priložnost danes in vam res zaželim uspešno konferenco. Hvala.